Skupščina je trajala kar nekaj časa, oblikovali ste precej sklepov, pa mogoče še na kratko povzamete tiste najpomembnejše. Najpomembnejši del je zahteve do vlade. Vlada nas sploh ne upošteva. Vladi je počastjo, posebno tej vladi, je počastjo, da se pogovarja z nekaterimi izbrisanimi. Ne bomo dovolili, da rešujejo zadeve brez nas, ker mi smo oškodovani in mi moramo govoriti, kako smo oškodovani. Oblasti so v bistvu dolžne do konca meseca junija pripraviti neko odškodninsko shemo odprave krivic žrtvam izbrisa, pri čemer je v bistvu zaskrbljujoče to, da razen akcijskega načrta ostale dokumente in predloge zakonodaje oblasti skrivajo, označili se jih pod stopnjo zaupnosti, kar je v bistvu zelo nenavadno, glede na to, da se pogovarjamo o odpravi kršitev človekovih pravic. Med drugim ste omenili, da zahtevate, da se ustanovi komisija, ki bo izbris preiskala in potem tudi določila odgovornost posameznikov. Verjetno ne bom doživel, da se bo to zgodilo, ampak to je neka politična zahteva, katera ima neko težo. Oblasti javnost dejansko zavajajo. Prava posledica izbrisa ni samo v denarni odškodnini, ampak je v nekih celovitih ukrepih reintegracije, vprašanje nastanitve in tako naprej. Tako da finančni vidik je samo eden od teh vidikov in se prepogosto politično zlorablja.